Vlada mora že 2 leti vnaprej predvideti, koliko denarja bo v državni blagajni in približno kako ga bomo porabili. Denar se v državno blagajno steka iz različnih virov, tudi Evropske unije, a največ denarja prispevajo davki. Ko Sara kupi zvezek, je v ceno vštet tudi znesek namenjen državi, davek na dodano vrednost. Obdavčeni pa niso le blago in storitve, ampak je treba državi nameniti tudi delež od plače, ki jo delodajalec plača delavcu. Davek plačamo tudi od premoženja, podjetja pa od dobička. Vlada se mora odločiti, kako bo ta denar razporedila, koliko bo namenila za šolstvo, koliko za ceste, koliko za zdravstvo, vojsko. Zato mora pripraviti dokument, ki ga v državnem zboru potrdi več kot polovica od 90 poslancev. Imenuje se proračun. Če se v 2 letih kaj spremeni, mora to vlada popraviti tudi v tem dokumentu. V tekočem letu tako pripravi tako imenovani rebalans proračuna, torej ponovno uskladi znesek denarja v blagajni s tem, kako in koliko ga bo porabila. Tako je vlada s premierjem Marjanom Šarcem ponovno pretresla vse prihodke in odhodke. Letošnji proračun je prvič višji od 10 milijard evrov. Vlada pa vseeno predvideva, da bomo prihranili okoli 190 milijonov evrov. Največ denarja bo šlo za delovanje javnih zavodov in služb. Drug največji kupček bo za plače zaposlenih, tretji gre posameznikom in družinam, za katere mora država poskrbeti. Nato pridejo na vrsto investicije, torej gradnja in obnova. Proračun začne veljati, če mu ne nasprotuje državni svet.